cerkev svetega Martina, povsod, kjer so te cerkve, so navadno iz prvih. Martin je živel v 4. stoletju, v Tours, v Franciji. So zelo značilne in tudi v naših koncih je bil zelo češčen, tako da Šmart in Šmartno, to Tranmerker, kdaj so Sveta Marija, ali pa Sveta Marija, ali pa Martin. Šmartin, če je Šmartin je Šmartin. No, ta cerkev po vojni je doživela marsikaj, tudi se je že začela rušiti, pa ni bilo ne denarja, ne dovoljenj, da bi tole dobesedno ni bilo dovoljenj, ker so rekli, naj se to poruši. Se religija bo zginila, vera kmalu ne bo več. Tako da tu se je odpiralo navzven in seveda potem so tudi vse freske šle, se vidi, da je nov zid, lep in pourejen, tudi vse te stare cerkve zdaj tako pustijo, da je čim bolj zračno, da je to naračno. Fresk pa razen v prezbiteriju, ni več razen kakšne posamezne vidi. Tu so standardne freske. Gospod Mojca, boste vi to povedali? Ja. Katere freske navadno srečamo? Gospod Mojca je umetnostna zgodovinarka in zadnji trenutek so jo odmobili, da je z veseljem prišla v to društvo, čisto neznano. Ali pa, to lahko znate? Tudi. Da povete, katere slike navadno, kateri svetopisemski tile so. Prizori. Ja. Skratka, gre za prezbiterij, ki je triosminsko zaključen. Se pravi, tle je naprej eno tak pravokotnik pravzaprav, kjer je tudi miza. Zadnji del se pa tako zalama, in to je ta triosminski zaključek. Gre za tipično gotsko podružnično cerkev s takim prezbiterijem, ki je rebrasto obokana. Se pravi, to rebrasto obokanje, vidite, so taka trikotna polja, vmes so tako imenovana rebra, ki v bistvu podpirajo obok. To je tak statično pomagalo, da obok stoji gor. Tako se malo preprosto povedano. Potem ta rebra se obotiki imajo različne profile, različne oblike, ker vidite, da so želebljene pri kraju. No, ampak dajmo se posvetiti vsebini teh slikarij, ki so nastale tam okrog 1460, kakšno leto pozneje. V literaturi lahko preberemo, da je to delo mojstra, ki izhaja iz tako imenovane suško-bodeške delavnice, se pravi suha pri Škofji Loki, Bodeške tudi pri loškega področja. In ta suško-bodeška tudi prileška skupina je bila zelo produktivna. Delala je po celotni gorenjski, primorski, pa tudi na Štajersko je spomnila njihova dela in kot vidimo tudi sem dol na Notranjsko. Osnova te delavnice je pa pravzaprav v Bohinju, pri Svetem Janezu, kjer je izvorni mojster začel delati v istem slogu, ki so ga potem te mojstri suško-bodeške prileške skupine razvijali in pravzaprav kakršen ga vidimo tudi tukaj le. Se pravi, gre za mojstra z že precejšnjo tradicijo. Zavedati se je treba, da pač na našem področju, ki je bilo v srednjem veku ne najbolj blizu kulturnim in središčem, se pravi poseljeno s preprostejšim prebivalstvom, ki v glavnem ni znalo brati, razen izjem, in zaradi tega so cerkve poslikali z mnogimi prizori, ker je bilo to pravzaprav
pravzaprav slikovna Biblija, slikovno pomagalo, bi rekla, kot tudi strip tistega časa, ki je pač vernika, ki je prišel v cerkev, pač spominjala na take in drugačne dogodke oziroma opominjala na to, kako mora živeti, da se mu ne zgodi kaj neprijetnega. Skratka, te prezbiterje v srednjem veku so na naših tleh imeli pravzaprav en tak program poslikave, tako imenovani krajinski prezbiterij. Sicer to ni čist tipičen primer krajinskega prezbiterja, ker v krajinskem prezbiterju je na boku naslikan Bog Oče ali Kristus. Kristusa Tadina imamo mi tlele in takoj za slavolokom na drugi strani, tako da, ko boste prišli, jaz ga že vidim, boste morali stopiti v prezbiterje, če da boste kaj videli. Potem običajno okrog Kristusa ali Boga Očeta so naslikani evangelisti, Marko, Luka, Janez, ali pa njihovi simboli, včasih pa tudi oboji. Na primorskem območju, oziroma na območju, ki je vplivano strani italijanskega prostora, se jim zelo pogosto pridružijo tudi cerkveni očetje, med katerim je tudi svet Hieronim, ne? Se pravi, Gregor, Hieronim, malo mi pomagajte, Ambrož pa Albuštin, ja. No, potem, to je v glavno, če je prezbiterij večji, kot je ta, včasih so tudi dvopolni, se potem pridružijo v teh poljih tudi angeli. Angeli z Arma Kristi, se pravi vodi mučenja, lahko pa tudi z glasbili. In je to zelo zanimiv pravzaprav dokument, kulturni dokument, kakšna glasbila so v času fresk takrat na našem območju uporabljali. Tako se recimo angeli večkrat poleg običajnih glasil, ne vem, raznih violda, bračov, luter in podobnega, v rokah na našem področju držijo in igrajo na dude. Dude so eno tako glasbilo, ki ni povsod razširjeno, ampak vemo, da pri nas, kjer je bilo veliko drobnice in vsega in tega, je to glasbilo bilo uporabljeno. No, na stenah prezbiterja, torej na tem spodnjem pasu, so običajno naslikano, vsaj na vzdolžnih stranicah, na obeh vzdolžnih stranicah galerija apostolov. To tukaj pri nas manjka. Ampak nič zato, ker kot vidimo, spodaj imamo tlele na začetku sta dva angela z svitki, potem je očitno svet Martin. Zadnja stran je seveda posvečena, oziroma je zaradi okna. Zakaj je tukaj okna? Okno je odmerno pomen, ker cerkev je obrnjena proti vzhodu in je rabil župnik oziroma duhovnik je rabil svetlobo za branje. Tako da ta okenca, vidite, da je širnost vzgore zaključena, se ta okenska odprtina morate gledati. Mislite, najbolj notranji del. Vidite, in to, ta širnosti lok je značilno zgodaj. Potem tam ne vidimo, kaj se Peter in Pavel, levo je Pavel, vidite meč, desno Peter, no ključek Niko. Potem tukaj je še eno okno, čez te strani, pač spet južno, oziroma ko je svetlobe bilo več. Namreč celova stran je bila ponavadi brez oken. Zakaj? Zaradi slabega vremena, ki je zmeri butalo vse ta okna, ki jih vidimo v severnih stenah, so naknadno nastala. Originalno, običajno cerkve pri nas, na našem območju, na severni strani niso imeli okna. No, tukaj naprej sta pa še, kaj se jih kdo sta potekala, pa ne vem, se pravi čujem. Zgorej pa vidimo, da gre za pasjonske prizore. Molitev na gori Tabor, Judeževo izdajstvo, kaj je tukaj Kristusa primejo, Predstavljeno. Kako? Sodijo, da. Sodijo tam, ja, točno, ja.
nekaj takega, ne. Tamne ga kronajo, vprašanje, kaj je bilo tukaj. Pač eden od teh glavnih prizorov